Lep pozdrav vsem skupaj tudi v mojem imenu. Tukaj je že kolega Balkovec omenil, se bom jaz v bistvu posvetil medvojnim letom, se pravi 41-45. Med drugo svetovno vojno je bilo Kočevje pomembno oporišče narodnoosvobodilnega boja na Slovenskem, obširni gozdni kompleks na Kraški planoti, med dolino Krke, Ribniško dolino, Kolpo in Belo krajino je nudil zatočišče številnim partizanskim ustanovam, političnemu in vojaškemu vodstvu osvobodilnega gibanja, pa omogočal trajnejše in dosti varno bivanje. Tako so Kočevsko začeli kmalu imenovati partizanska Kočevska. Mesto Kočevje je bilo pomembna strateška točka za varovanje poti Ljubljana delnice Kvarnerski zaliv in večinoma je bilo med drugo svetovno vojno v rokah okupatorja, razen od 9. septembra do 24. oktobra leta 1943. No, prej, ko smo govorili, da je bila stavla toliko izven okolja, to je ena redkih sil, oziroma doslej edina, kateri se lepo vidi lokacija tedanjega sokolskega doma, izven urbanega središča mesta Kočevje. Po napadu nacistične Nemčije in fašistične Italije, sodelovanje Madžarske in Bolgarije na kraljevino Jugoslavijo aprila leta 1941, so oblast v Kočevju in na Kočevskem prevzeli kočevski Nemci. Njihovo vodstvo je pričakovalo, da bo Kočevska pripadla nemškemu Tretjemu rajhu, zato so slavnostno pričakali nemško vojsko. Sledilo je veliko razočaranje, saj so 13. aprila leta 1941 v Kočevje korakale italijanske enote 14. italijanske pehotne divizije Isonzo. Po zasedbi Kočevske je prišlo do trenj med kočevarji in italijanskimi vojaškimi in civilnimi oblastmi. Najmočnejša so bila v prvi polovici aprila leta 1941, ko so kočevski Nemci še upali na priključitev Kočevske nemškemu rajhu in ko se njihovo vodstvo še ni dogovorilo za preselitev. S Himmlerjem in Hitlerjem se je brez predhodnega posveta z ljudmi, ki so jih zastopali, dogovorilo aprila leta 1941, konec avgusta pa sta vladi Nemškega rajha in kraljevine Italije sklenili pogodbo o preselitvi kočevarjev. Za preselitev na novo naselitveno območje ob Savi in Sotli, ob najbolj južni meji tedajnega Nemškega rajha, odkoder so Nemci nasilno izgnali okoli 37.000 Slovencev, se je odločila velika večina kočevarjev. Oktobra leta 1941 so jih v posebni vlakovni kompoziciji osrednjega solitnega ovradja, ki je štel kar 15 vagonov, na kočevski železniški postaji rasno in zdravstveno pregledali ter politično ocenili. Med skoraj 12.000 pregledanimi osebami je bilo okoli 9.000 pravih Nemcev in skoraj 3.000 narodno mešanih. Prvi izmed transportov, ki jih je bilo 135, je odpeljal z kočevske železniške postaje 14. novembra 1941, zadnji pa januarja 1942. Kočevske Nemce je pred preselitvijo že 10. avgusta leta 1941 neuspešno svaril dvojezični plakat okrožnega komiteja Komunistične partije Slovenije v Kočevju. V njem jih je pozival, naj se zopostavijo svojim nacističnim voditeljem. Letak, ki se je ohranil edino v prepisu v slovenščini in nemščini in ga danes hrani Kočevski muzej, je okrožni komite ponovno izdal v začetku leta 1942, ko je opazil, da se v Kočevju pojavlja odpor proti preselitvi. Tudi ta letak ni imel učinka. In nihče ne bi mogel bolje napovedati usode kočevskih Nemcev po preselitvi, kakor je to storil prav ta letak. Edino, česar ni napovedal, je bil italijanski požig večine praznih kočevskih vasi poleti leta 1942. Sredi kočevarsko-italijanskih trenj je bila v Ljubljani že ustanovljena osvobodilna fronta. Kmalu po njeni ustanovitvi je bil pri Ludviku Tomšiču v konca vasi tajen partijski sestanek, ki so se ga udeležili člani okrožnega komiteja Kočevje, sekretarjem Jožetom Šeškom na čelu. Iz Ljubljane je prišel tudi predsednik vojaške komisije
centralnega komiteja Komunistične partije Slovenije Franc Leskovšek Luka in jim dal navodila za ustanovitev in organizacijo Osvobodilne fronte na Kočevskem. Pod vodstvom Jožeta Šeška je okrožni komite Kočevje takoj začel z pripravami na oboroženo vstajo proti okupatorju, ustanovil prve odbore OF in skrbel tudi za ilegalni tisk. Jože Šeško je ves čas deloval v ilegali pod skrivnim imenom Ivan Sila, saj je bil za njim razpisana tiralica in visoka denarna nagrada. Konec aprila leta 1942 so ga po izdaji odkrili v kletnem bunkerju Knapičeve hiše v Konca vasi in v Ljubljani v začetku maja leta 1942 ustrelili. Po odselitvi kočevskih Nemcev je Kočevska postala ugodno oporišče za zbiranje in formiranje novih partizanskih enot. Opuščene kočevske vasi so predstavljale zelo primerno zaledje partizanskih operacij, kasneje pa ugoden teren za bivanje in razmestitev bolnic, delavnic, tehnik in pa tiskarn. V letu 1942 ter od poletja 1943 do zime 1944-1945 je bil na njem ali ob njem sedež vojaškega in političnega vodstva slovenskega osvobodilnega gibanja. V tako skoraj prazni Kočevski se je spomladi 1942. leta razmahnilo partizanstvo. Na Gorenji Topli rebli pod Svetim Petrom na Kočevskem rogu je bil marca 1942 ustanovljen 5. slovenski partizanski bataljon, kasneje znan kot Dolenjski bataljon, na Preži pri Kočevski reki pa aprila 20. leta Kočevski bataljon, ki je deloval na območju Botaniškega Snežnika, Kočevskega roga in Mozlja ter postal vedno bolj aktiven. Od konca aprila leta 1942 so partizanske enote v skladu z naredbo glavnega poveljstva slovenskih partizanskih ščet začele spomladansko ofenzivo za postopno osvoboditev slovenskega ozemlja izpod okupatorjevega jarma. Napadale so italijanske posadke na Kočevskem in Notranjskem, njihova dejavnost pa je hitro obudila sadove, saj so padale z defenzivnim načrtom Primavera italijanskega štaba 11. armadnega korpusa, po katerem so Italijani sami zapuščali številne manjše in izpostavljene postojanke v večje in bolj utrjene. Tako je konec aprila 1942 v Kolpi pod vodstvom Franca Aubla in z enoto Kočevskega bataljona nastalo prvo osvobojeno ozemlje, ki je obstajalo 2 meseca. Iz Kočevske in preko Notranjske se je to osvobojeno ozemlje z naglico širilo vse do Iga in sredine Ljubljanskega barja. In na tem osvobojenem ozemlju je Dolenjske in Notranjske je vodstvo narodnoosvobodilnega gibanja začelo vzpostavljati prve organe tako imenovane ljudske oblasti. Vodstvo narodnoosvobodilnega gibanja je maja leta 1942 razpisalo prve volitve v nove organe ljudske oblasti, to so bili krajevni narodnoosvobodilni odbori. Istočasno so volivci volili tudi od poslance za zbor od poslancev narodnoosvobodilnih odborov, vendar ga je preprečila velika italijanska ofenziva. Izveden je bil šele po kapitulaciji Italije v začetku oktobra leta 1930 v tej stavbi, kjer se danes nahajamo. Na veliko ofenzivo slovenske partizanske vojske spomladi 1942 je italijansko vrhovno vojaško poveljstvo v Rimu odgovorilo z močno vojaško ofenzivo na Dolenjskem in Notranjskem. General Mario Roboti jo je naznanil 16. julija 1942 z naslednjimi besedami. Danes začenjamo lep pohod po poljih in gozdovih italijanske Slovenije. Glede na trajanje in velikost sistematično pregledanega ozemlja je bila ta ofenziva ena največjih v nekdanji Jugoslaviji med drugo svetovno vojno. Potekala je od 16. julija do 4. novembra 1942, imela je 11 faz, področje Kočevske in Kočevskega roga pa je zajela predvsem v svoji 3. fazi od julija do druge polovice avgusta leta 1942 in se je delila na 2 dela.
Seveda vemo, da ofenziva ni dosegla celotnega predvidenega namena, saj ni uničila partizanske vojske, pa tudi partizanskega vodstva Italijani niso odkrili. Zato so se pa kruto maščevali nad civilnim prebivalstvom, ljudi so množično pošiljali v internacijo, streljali vse sumljive osebe in samo na Kočevskem požgali več kot 100 praznih vasi in zaselkov. Civilni prebivalci so se iz dolin, ki jih je zasedal okupator, umaknili v odročne vasi in tam obdelovali zemljo preseljenih kočevskih Nemcev. Med to ofenzivo se je dopolnila tudi usoda partizanov v Taborski steni, namreč v Votlini visoko nad Kolpo se je že spomladi 42. leta občasno zadrževala manjša skupina borcev in del štaba kočevskega bataljona. Italijanska vojska je po izdaji izvedela za dogajanje v tej jami in pripravila načrt, ki se je začel 24. julija leta 1942. V 12-urni borbi je padlo 9 od 13 borcev. Že med veliko italijansko ofenzivo je bila partizanska vojska preurejena v 4 slovenske narodnoosvobodilne brigade. 2 od teh so bile ustanovljene na Kočevskem. V vasi Cesta je bila julija 1942 ustanovljena prva slovenska narodnoosvobodilna udarna brigada Toneta Tomšiča. Pri Mokronogu septembra 1942 Matija Gubca, v Lapinjah na jugu Kočevske pa 3. brigada Ivana Cankarja, 4. pa Ljuba Šercerja pa 16. septembra. Brigade so od konca novembra 1942 do konca marca 1943 razvile uspešno 4-mesečno ofenzivo, ki je okupatorju prizadela precej izgub. Marca leta 1943 so Italijani začeli iz Kočevja novo veliko ofenzivo, s katero so hoteli likvidirati odbore OF in partizanske tabore ob Kolpi ter čistiti teren na Kočevskem in v Suhi krajini. Partizani so jih v protiofenzivi porazili pri znani bitki pri Jelenovem žlebu 26. marca leta 1943, ko sta Gubčeva in Cankarjeva brigada uničili bataljon italijanske divizije Macerata. Po tem porazu je italijanska napadalnost začela počasi pešati. In septembra 1943 je prišlo do kapitulacije Italije, ki je zelo spremenila razmere v južni Sloveniji v prid narodnoosvobodilnega boja. Kmalu po odhodu italijanske vojske je oblast v Kočevju prevzela Osvobodilna fronta. Partizani so razorožili več italijanskih enot ob cesti od Dvora proti Kočevju, kjer so ostale tudi velike količine orožja in vojaške opreme. Tako je Kočevska postala del velikega svobodnega ozemlja Ljubljanske pokrajini, največjega sploh v vojnih letih. Jeseni leta 1943 je Kočevje zaradi ogroženosti Novega mesta postalo nekako središče osvobojenega ozemlja in njegova zaščitena lega je botrovala odločitvi vodstva osvobodilnega gibanja, da je bilo izbrano za kraj že več kot leto dni načrtovanega zbora od poslancev slovenskega naroda. V tem času, oktobru, ko je bilo praktično Kočevje svobodno skoraj 2 meseca, je v bližnji Kočevski reki potekala še ena pomembna politična manifestacija, od katere tudi letos mineva prav tako 80 let. V kamkajšnji osnovni šoli se je od 10. do 20. oktobra leta 1943 zasedal prvi kongres Zveze slovenske mladine, skoraj 200 delegati. Seveda ne smemo tudi pozabiti še na en dogodek, ki se je odvijal v Kočevju prav tako v začetku oktobra. Namreč v kočevski kinodvorani je potekal sodni proces proti pripadnikom vaških straž in četniških odredov, ki so bili zajeti v vojaških operacijah na Turjaku in v Grčaricah septembra leta 1943. Po zlomu vsi Rim, Berlin, nemški rajh nikakor ni mogel dolgo trpeti razmer na strateško in geopolitično pomembnem slovenskem ozemlju, še posebej, ko sta se na jugu Italije poletje leta 1943 izkrcali 5. ameriška in 8. britanska armada.
Neugodne razmere v južni Sloveniji pod bivšo italijansko zasedbo so nemškega okupatorja prisilile do močne ofenzive septembra in novembra 1943. Ljubljansko pokrajino je pod imenom Wolkenbruch, v slovenščini je to prelom oblakov, zajela od 21. oktobra do 12. novembra leta 1943. Tako je bila Kočevska v drugi polovici oktobra leta 1943 še drugič izpostavljena sistematičnemu pregledu. Za razliko od leta 1942, ko so Italijani v svoji veliki ofenzivi za temeljit pregled istega prostora porabili 3 meseca in pol, so Nemci v samo 3 tednih operirali bolj z motoriziranimi enotami, le važnejše dele so prečesali tudi s pehoto. Nemška vojska je že oktobra leta 1943 pri Brodu na Kolpi prekolačila Kolpo, v noči 24. na 25. oktober pa so enote 44. grenadirske divizije vkorakale v Kočevju. Kmalu po nemški zasedbi Kočevja je bila v Kočevju vzpostavljena stalna postojanka, ki sta jo sestavljali nemška policija in domobranska enota. Njihovo število se je gibalo med 650 in 1200 in se je spreminjalo glede na akcije, v katere so bili vključeni. Z vojaško zasedo so bile postavljene tudi upravne oblasti in za svojega župana pa je nemška vojska nastavila pronemškega profesorja Franca Uršiča. Glavni štab norosodilne vojske predzadnjih odredov je ocenil, da bi ustranitev nemških posad tako v Novem mestu, kakor v Kočevju, še pred njuno utrditvijo pomenila veliko izboljšavo položaja srednjega osvobojenega ozemlja, zato je ukazal napad na Kočevje. Napad se je začel v noči z 9. na 10. december z enotami 14. divizije v podpori topništva in pa minometov, ko da so partizanske enote v dvodnevnih bojih uspele branilce potisniti v grad. Branilci so seveda zavlečevali oziroma zavračali kakršnokoli predajo. V njihovo reševanje pa je posegel sam štab 14. nemške armade v Italiji, saj se je zavedal posledic uničenja kočevske postojanke. Tik preden je oblegancem zmanjkalo streliva, jih je 12. decembra leta 1943 ob letalski podpori rešila posredovalna kolona iz Postojne. V bojih je bilo mesto močno poškodovano, najbolj pa seveda železniška postaja, grad, Marijin dom, tovarna Triglav in rudnik. Partizanska vojska je imela okoli 50 mrtvih, v boju je padel tudi komandant 14. divizije, Mirko Bračič, padle kočevske domobrance, pa so z velikimi slovesnostmi potem pokopali 18. decembra leta 1943 na Orlovem vrhu v Ljubljani. Nemško in domobranško postojanko je za uspešno obrambo pred partizanskim napadom pohvalil sam višji vodja SS in policije Erwin Rösener. S posebno zahvalo pa se je braniteljem oziroma osvoboditeljem, kakor je zapisano, zahvalil tudi župan profesor Franc Uršič. Po uspešni obrambi je nemška vojska s Kočevja spremenila v eno najbolj utrjenih oporišč na Slovenskem med drugo svetovno vojno. Postojanko so utrdili z obrambnim pasom, z ovirami z bodeče žice, minskimi polji, bunkerji, teh je bilo okoli 100 večjih, od tega 40 manjših. Postojanko je zapiralo 6 blokov, na 4 stavbah, med njimi tudi v vojaškem domu, pa so bili postavljeni močni reflektorji. Seveda partizanski vojski je bila seznanjena, kako je Kočevje utrjeno, pripravljali v štabu, v vedetski sekciji glavnega štaba Slovenske partizanske vojske in tudi v obveščevalnem centru so nastale številne vojaške karte in topografske skice, nekaj jih hrani naš muzej, nekaj Inštitut za novejšo zgodovino. Znane so risbe domačina Gojči Bastarja Jogota,
Pardon, narobe sem prepisnil. To je tale na desni, ki je bil aprila leta 1945 ustreljen v Ljubljani strani Nemcev, pred njim pa je obveščevalni center Kočevje vodil Tone Šercer. To je pa tam na levi strani. V letu 1944 je bila Kočevska v znamenju bojev za komunikacijo med Kočevjem in Ljubljano. Spomladi leta 1944 so nemške sile vzpostavili močno stalno postojanko tudi v Ribnici, ki je olajšala motoriziranim kolonom pot do Kočevja. V drugi polovici je sovražnik začel z manjšimi, zato pa hitrimi in gibljivimi enotami udirati na osvobojena ozemlja in napadati enote 7. korpusa, predvsem v območje Bele krajine. Tako sta bila julija in novembra leta 1944 izvedena 2 vdora v Belo krajino, vendar sta se oba ponesrečila. Po zavrnitvi nemško-domobranskega vdora v Belo krajino je glavni štab slovenske partizanske vojske izdal 7. korpusa, izdal ukaz, naj se pripravi nov napad na Kočevje. Ta se je začel v noči na 18. november, tudi pod zaščito zavezniških letal in artilerije 7. korpusa. Vendar je 3-dnevno obleganje je bilo neuspešno in zopet je kočevsko posadko rešila pomoč. Najprej so prodrli 20. novembra v Kočevje domobranci iz Velikih Hlašč, nato pa še posredovalna motorizirana kolona s tanki iz Ribnice. Tako je po neuspešnem napadu na Kočevje Kočevje še vedno ostalo trn v peti partizanske vojske. Od jeseni leta 1944 je 7. korpus osredotočal predvsem na obrambo Suhe krajine, ki je predstavljala ključ za obvladovanje južnega dela Ljubljanske pokrajine. Odločilni boji na tem bojišču so se začeli v začetku aprila leta 1945. Nemške in domobranske sile, v katerih sodelovala tudi kočevska posadka, je poskušala enote 7. korpusa potisniti iz Suhe krajine v Kočevski Rog, vendar je 15. in 18. divizija v 10-dnevnih bojih uspela zaustaviti nadaljnje prodiranje sovražnika proti grebenom Kočevskega roga in s tem sta si pridržali pomembno izhodišče za bližajoči se konec vojne. Ta se je s prodorom 4. armade Jugoslovanske armade v Gorski Kotar naglo bližal. Sredi aprila leta 1945 je do Broda na Kolpi prodrla močna četniška formacija, ki je bila uničena pri Ajblu v konec aprila. Približno v istem času so nemške sile konec aprila leta 1945 poskušale osvoboditi cesto Kočevje-Moravo, vendar jih je 15. divizija v začetku 15. maja uspela potisniti iz prostora Kočevske reke in se začela pripravljati za nov, to že 3. napad na Kočevje. Ta se je začel 3. maja, ko je 15. divizija z vsemi enotami in močno okrepljena stopništvom začela napad na Kočevje, 18. pa je dobila nalogo, da blokira posadko v Ribnici. Med nočnim napadom pa se je nemška posadka začela nepričakovano umikati iz mesta proti Ribnici in se uspela umakniti naprej proti severu. To so še karta teh zaključnih bojev ob Kolpi. In tako je zjutraj 4. maja leta 1945 Kočevje pozdravilo osvoboditelje, Gubčevo, Cankarjevo in 15. brigado. Oblast je prevzela Osvobodilna fronta. V Kočevju je bila potem po kapitulaciji Italije in Nemčije 9. maja velika manifestacija zmage. Kočevska je
dočakala konec vojno močno prizadeta. V več kot 550-letni zgodovini je bila 7-krat total porušena in pa total porušeno mesto. 8. je bilo močno porušeno med drugo svetovno vojno, saj je bilo več kot 20-krat bombardirano ob napadih nemških in anglo-ameriških zavezniških letal, ki so bili pogosti zlasti od februarja do aprila leta 1945. Izguba okoli 10% vsega prebivalstva uvršča Kočevsko v sam vrh najbolj prizadetih območjih na Slovenskem med drugo svetovno vojno. Kljub temu se je obnova začela z velikim zagonom. V spomin na vse gorje med drugo svetovno vojno, zmage in gospodarske uspehe v prvih letih po osvoboditvi so na mestu porušenega Kočevskega gradu postavili spomenik, ki so ga odkrili ob 10. obletnici Kočevskega zbora. Takrat je naše mesto in občina tudi prvič praznovala občinski praznik 3. oktobra. Hvala lepa za pozornost. Na koncu bi se rad zahvalil vsem, ki so na tak in drugačen način prispevali gradivo, še posebej pa Matjažu Matko iz Zavoda Koprivnik, ki je prijazno dovolil uporabo še neobjavljenih 2 fotografij. To so tiste čisto z začetka, ko je Kočevje strani kočevskih Nemcev pričakovalo prihod nemške vojske in pa tisti panoramski posnetek Kočevja. Hvala lepa še enkrat.